Popotniki, tole je oddaja Popotnik, jaz sem Janin, tole je pa Marko Mikl. Marko, pozdravljen. Živa. Najbrž sklepate, da je Popotnik in morda že vidite njegov zemljevid in kot vidite je marsikaj narisal tlele po mojem zemljevidu. Ti bi lahko pa čisto na kratko malo vrisal, kako so izgledala tale tvoja potovanja. Ja, najprej pri 18, kakšnih 7 let nazaj, sem začel potovati. Sem šel prvič na Tajsko in tam preživel 2 meseca. Pa šel 1 let kasneje spet v Azijo za dobre 4 mesece. Pol 2 let kasneje spet v Azijo. Evo, zdaj nazadnje pa v Latinsko Ameriko za 16 mesecev. 16 mesecev? 16 mesecev. Se pravi 2, pa 4, pa še enkrat 4, ok. To prvi si bil s punco, potem pa kar sam. Ja, pa sam, ja. Kaj bolj priporočaš? Ja, odvisno, kaj si želiš, ne. Ne, sam, taka popotniška izkušnja se mi zdi, da je najboljša, če si sam. Največ imaš od tega. Ja, prvi, če si z nekom, potem si najprej govoriš stalno en in isti jezik, kar je po svoje že dolgčas, ne. Kot drugo, če imaš še enega sabo, potem se manj družiš z drugimi. Ja. Na drugi strani bo včasih malo dolgca, da pa malo bolj nevarno. Ja. Na tretji strani, če si s punco, potem moraš zmeri se počutiš, da moraš paziti na njo, pa potem si manj upaš zaradi tega. Skratka, so plusi in minusi. So plusi, so minusi. Tudi če ti je dolg čas, se mi zdi, da je koristno včasih. Jo, itak. Na potovanjih. Zdaj, kako si se, no recimo prvič sta šla pač enostavno zaradi tega, ker je bilo zanimivo iti nekam v jugovzhodno Azijo, ne? Tako. Varno, popularno, pa tako. Kaj te je pri tem najbolj navdušilo, da si naslednjič šel kar sam za 4 mesece? Sej ne vem, zdaj se ne spomnim, kaj je bilo ena stvar. Tebe lih jugovzhodna Azija te najbolj privlači, ne, kako kaže. Ja, zdaj so se stvari malo spremenile, ne, po tej Latinske Amerike, ampak ja, jugovzhodna Azija je bila fajn, no. Prva stvar je bila to, da je bila ziher nekako dostopna, a ne, zelo tako cenovno se je dal tam dalj časa biti. Toplo je bilo, vreme dobro, ta backpackerska kultura je bila zelo lahko je bilo, no, tudi potovati tam, no. Štopati je bilo fajn. Indija pa Indonezija te zaenkrat še nista. Ne, Indonezija bi šel, Papua bi šel v džunglo. Ja, Indija pa bo to enkrat čas. Ti bom kasneje povedal za eno zgodbo o Indiji. Ok. Se bomo rad te posvečali. Je res, ja, še zmeraj je ena od najbolj eksotičnih držav, veliko bolj za začetnika zelo težko, no, rečemo. S tem, da ti slučajno nisi začetnik. V Južni Ameriki si bil pa pol življenja, tako rekoč. Kako je pa to izgleda? Ja, pestro, kar pestro, no. Prišel si najprej nekam v Mehiko, menda, ne? Ja, začel sem, najcenej karto sem vzel, zelo tako študentsko sem se to. Koliko je to denarja? Jurja? 500, 600? Ne, to je bila dobrih 200 evrov. 200 evrov? Iz Belgije v Cancun, iz Bruslja. A ja, one way? One way, ja. Nič nisi še računal, kdaj bo šel nazaj? Ne, rekel sem, če bo 2 meseca, bo 2 meseca, če bo 2 let, bo 2 let. Aha, okej. Ja, to sem šel res zelo odprto, no. Odprt konec. In kakšen načrt si imel? Prav načrt, da boš več kot 1 leto ali potem ratal, kar je ratal? Tako je bilo nekako, čist brez plana, res. Tako, brez plana. Doma ti niso grenili življenja? Ne. Izganjali panike? Niso. So se veselili zgodbic. Jo, hvala Bogu. Ja. Kako je šlo pa naprej? Na kakšen način si živel? Denarja si moral kar nekaj imeti s sabo, ne? Ja, mislim, imel sem kartico, pa ja, na računu, cash. Praviš pa, da doma te niso kaj dosti sponzorirali, ne? Ne, ta trip sem si čisto sam. Si kar sam zaslužil denar. Največ v Angliji? Ja, v bistvu v Angliji to že prej, no, pa tudi tle v Sloveniji. Sem turiste vozil po nočnih klubih. Aha, a to za kakšno agencijo? Ja, za Pubkrov, Ljubljana. Aha. Ja. Kaj so bili pa turisti? Angleži, Američani? Angleži, Američanov veliko, Nemci, Belgici, tako, veliko Evropejcev.
Američani. A to, kadar jih dobiš, ostaneš z njimi kakšen teden ali samo kakšen dan ali pa dva? Ne, par ur zvečer. A ja? Ja, dobiš jih, ne, v 10 štartaš, pa do 2 si konc. In te agencija pokliče in te ali te Ja, mislim, jaz sem menedžer v to agencijo, no. Tako sem tudi bil dosti na terenu, no. Pa moraš zelo veliko delati na internetu, da se Ja, promoviraš. tudi se je bila ekipa pa to, ampak ja, je bilo kar pestro. Okay. Kaj bi, recimo, skot imaš največ zanimivih zgodb? Jaz predvidevam, da je iz Južne Amerike, ne? Ja, mogoče res iz Amazonije, pa mogoče Hondurasa, centralne Amerike. Poskusi očitno hitro risati na kakšen način. Ok, najprej si šel v Cancun, potem si šel naprej v Guatemalo najvrš. Ja, potem Guatemala, El Salvador, to je bilo vse nekaj 3-4 tedne. Pol Honduras, mesec pa pol, Nicaragua, Kostarika, Panama, pa iz Paname v Kolumbijo. V Kolumbiji se mi je pol po enem mesecu en kolega pridružil, sem šla za en mesec pol v džunglo, mislim, sem šla skupaj v džunglo v Kolumbiji, pa pol v Cusco, Machu Picchu, pol je on šel, pa sem pa vstal jaz takrat, kot 2 meseca v Peruju, tam v džungli, vmes sem šel v Bolivijo čez mejo za en teden. Kolikor te slišim, te predvsem džungla privlači, ne? Ja. Bolj kot pa recimo Machu Picchu ali pa... Ja, precej bolj, no. Kako pa s komarji narediš pa pogodbo? Ja, pa ne, Sprej ali kaj? Ne, pa imam sprej, ampak dolgi rokavi. Pa za spalk imaš pa mrežo verjetno. Pa mrežo, ja. In, Pa sprej pa tle po dlaneh. in ni panike. Ni panike. A dolgi rokavi te pa ne motijo? Ne, ja, ampak... Jaz se obupam, če nimam kratkih hlač, pa A res? kratke majice in konc mano. Ja, ne, lej, če ne poznam placa, pa to imam kar prve dni dolge rokave, no. Ne, sej, hvala Bogu, ljudje smo različni. Jaz sem ti malo favšen, zato ker moja punca je bila sva bila skupaj v Venezueli, v eni zelo vroči kmetiji. In ona je spala v spalki. Jaz bi crknil v 2 minutah. Jaz sem niti pokrit za rjuho nisem mogel biti in sem imel noge totalno požrte naslednji dan. Ona pa mirno prespala v spalki, tako da vam zavidam. Šotor je fajn za to. Šotor je pa super stvar. Kaj imaš mrežo, hledi se. Ja, pa lahko imaš tudi v sobi, če hočeš. Ne? Ja. Ja, to pa genialno. A in ti kakor nosiš s sabo, vedno? Vedno na tem potovanju sem ga imel s sabo. To je tak, 2-kilski, ne? Pač najmanjši možni. Ma ne najmanjši možen, ampak mehen. Drugi najmanjši, ajde. Tako. Pa viseča mreža. Ti to pa meni ne znese. Da sem tam v polkrožni obliki spim, to. Ne. Se jo lahko napneš. Se vem, sem ljudje radi, ampak jaz imam težave s tem. Sem probal, pa sem šel ran na tla. A res? Ja, Moraš to, vse to po parih dneh se pa navadi. verjamem, ja. Ne, pa tudi narobe z mano je to, da najraje na trebuhu spim, ne. To je pa težje. Ja, to pa težje. To je pa težje. Kako pa Azija?